Pozdravljeni. Za nami so tudi kvalifikacije za prihajajočo veliko nagrado Emilia Romagna. Kot običajno v zadnjem briefingu vsi tisti pomembni podatki pred začetkom same dirke. Zadnji briefing bo, kot običajno, razdeljen na tiste 3 znane dele. V prvem se bomo ustavili pri samih rezultatih kvalifikacij, v drugem si bomo skušali ogledati možen ritem pri posamezni ekipi, v tretjem, zadnjem, bom pa podal moje osebno videnje glede možnih strategij. Pojdimo po vrsti. Namreč na samih kvalifikacijah bi lahko po eni strani dejali, da ni bilo večjih presenečenj. Red Bull, Ferrari, McLaren, nato za malce zaostanka Mercedes in preostali. A tu ne smemo mimo dejstva, da je Max Verstappen seveda najhitrejši, kot smo govorili v tistem prispevku pred kvalifikacijami. Na prostih treningih ni imel možnosti sestaviti pravega kroga, kar mu je uspelo v Q3. A veliki poraženci teh kvalifikacij so pri skuderiji Ferrari. Namreč prehitela sta ju oba McLarena. In treba je povedati, da McLaren je skozi celoten vikend kazal dobro formo, a nihče si ni mislil, da so tako blizu Maxu Verstappenu z njegovim Red Bullom. Sergio Perez daleč zadaj in vidi se, da prednost Red Bulla, vsaj tu v Imoli, je skopnela vsaj na en hiter krog. Pri Ferrariju se morajo zamisliti, namreč varianta Evo morda ni še dovolj zrela, da bi pokazala celotni svoj potencial. Ne smemo mimo dejstva, da zmaga Landa Norrisa morda ni edina v letošnji sezoni, kar se tiče ekipe z Wokinga. In tu je treba poudariti, da tako Piastri kot Norris sta za samim Verstappenom zaostala izjemno malo. Kar je pomembno in videli bomo na dirki, kako se bodo obrnile zadeve. Vsekakor Ferrari je v kočljivem položaju. Tudi če bi bili hitrejši na samem ritmu od McLarena, bodo imeli največjo težavo prehiteti jih v prvih fazah in se tako znebiti potencialnega zaostanka, ki nastane, kadar voziš v gneči. Pri Mercedesu imajo določen zaostanek in so v bistvu četrta sila štartnega razporeda. To so pokazale kvalifikacije, a verjetno marsikdo je bil presenečen nad rezultatom ekipe Racing Bulls. Ampak po svoje niti toliko ne, namreč Faenza ni daleč od Imole in to je njihova domača proga. Mimo tega ne moremo kar tako. Presenetljivo je nekaj drugega, da je bil Yuki Tsunoda zopet bistveno boljši od Daniela Ricciarda, ki ga nekateri kujejo v zvezde in že posedajo v drugi sedež Red Bulla. Ampak po rezultatih, ki smo jih videli do tega trenutka, si ta sedež, vsaj po mojem skromnem videnju, bolj zasluži mladi japonski voznik. Bilo bi zanimivo videti, kako bi se ta dva malce srborita karakterja, Yuki Tsunoda in Max Verstappen, razumela med seboj. A to so le želje. Videli smo, naprimer, tudi izjemno dobre kvalifikacije Nika Hülkenberga, ki je zopet prišel v tretji del, kar pomeni, da pri ekipi Sauber, bodočemu Audiju, so sklenili, vsaj po mojem skromnem videnju, dober posel. O ostalih ne bi izgubljal preveč besed, kajti videli nismo nič novega. Nažalost, niti ne pri Perezu,
ki nadaljuje verjetno s tistim, čemur smo bili priča lani, ko ni bil sposoben priti v tretji del kvalifikacij. Treba je poudariti, da tu razliko, kot običajno, je naredil Max in ne RB20, in razlika, kot sem že poudaril, je minimalna. A to so bile kvalifikacije, ki določajo štartni razpored. Če hočemo razumeti tudi formo na dirki, si je treba nekako ogledati ritem. In verjetno marsikdo izmed vas je videl to preglednico, ki je bila objavljena na uradni spletni strani Formule 1. In na prvi pogled za vse navijače skuderije Ferrari malce boljša slika od tiste, ki smo jo videli v prvem delu tega prispevka. Namreč Ferrari je skoraj tako hiter kot Red Bull, nato za manjšim zaostankom McLaren in na 4. mestu, kot smo lepo ugotovili, Mercedes. A treba se malce zamisliti, koliko verodostojni so ti podatki. Namreč, ko sem sam računal ritem, sem prišel do diametralno nasprotnih rezultatov. Namreč, lepo je prikazati, da Ferrari tu z modelom SF-24 Evo je naredil velik korak naprej. In korak naprej so storili, ampak ne tolikšnega kot McLaren, ki je imel prvič bistveno daljše, tako imenovane long rune, posebej na pneumatiki medium. In vidimo lahko, da odstopanje od tiste povprečne vrednosti je bilo pri McLarenu bistveno boljše kot pri samem Ferrari. Marsikdo bo dejal, pa kaj, saj to ni tako pomembno. Ampak rad bi vam pokazal tole preglednico. Vidimo lahko, da tisti povprečni čas McLarena na začetku samega stinta je res slabši kot pri Ferrariju. Ampak v trenutku, ko pride na dan po nekaj krogih, morda degradacija ali konec poizkusa pri Ferrariju, gre McLaren lepo naprej v svojem ritmu in je boljši, kar se tiče rezultata na koncu. In to je tisto, kar nam lahko da misliti. Prvič, da McLaren lahko opravi večje število zaporednih, hitrih, ritmičnih krogov, in drugič, da pravzaprav ima rahel malus na začetku, kot da bi hoteli ohraniti pneumatike in nato zadevo razpotegniti. In verjetno tu lahko vidimo, da bo res McLaren prvi izzivalec Maxa Verstappena z Red Bullom. In vprašanje je, kako se bo odrezal Max. Govorili smo že v prispevku pred kvalifikacijami, da njegove težave z oprijemom prednjega dela bolida se bodo lahko še pojavile tudi med dirko, ukolikor z polnim rezervoarjem bo prisiljen iti do konca. A pustimo sedaj to, videli bomo po dirki. A verjetno tokrat v Imoli bodo glavno vlogo igrale tudi strategije. Izjemnega pomena bo, kdaj, v katerem krogu se bo nekdo ustavil in, kot sem že omenil, kakšen ritem bo imel. Kot običajno predstavljam svoje 3 variante, kjer bo ena imela rahel dodatek. Po mojem skromnem videnju je tista najbolj očitna, najbolj enostavna, lahko bi dejali tudi najbolj učinkovita strategija z enim samim postankom, kjer bi začeli na pneumatiki medium, odpeljali približno 17 krogov, nato na pneumatiko hard in seveda šli do konca. Preveril sem vzdržljivost pneumatik in zadeva je izvedljiva. Videli bomo seveda, kaj se bodo odločili pri ekipah, ampak meni se zdi ta varianta logična. Z 2 postankoma imamo kar nekaj variant, ampak vse so posledice tega, kolikšne težave imamo z določeno mešanico pneumatik. Namreč lahko bi začeli na pneumatiki medium, približno 15 krogov, nato na pneumatiki hard 33 krogov in ponovno medium 15 krogov.
Sveda oba dela na pneumatiki medium bi lahko zamenjali s pneumatiko soft, kar spremeni dolžino stinta, seveda tistega obdobja na sredini, ko bi bila na vrsti pneumatika hard. In tu imamo približno razliko 10 krogov, kar je po svoje mnogo, ampak možne so različne kombinacije soft, medium in hard. A gre za nekakšen izhod v sili, če imaš težave s samimi pneumatikami? Sam še najbolj verjamem v tisto prvo, ampak obstaja možnost tudi tretje variante. Če ima nekdo res uravnotežen bolid, kjer ne bi smel imeti nobenih težav s samo pneumatiko, je malce bolj nora varianta, ki verjetno zahteva tudi nov set pneumatik soft na začetku, ampak je možna. Torej, pneumatika soft v prvem delu 13 krogov, nato menjava na pneumatiko hard in do konca. Razlika med pneumatiko medium in pneumatiko soft tu ni tako velika, ampak ritem in posebej tisti prvi pospešek na štartu bi lahko bila tudi odločilni dejavnik. Vsaj tako zadevo vidim sam. A kot običajno pred samo dirko se dobimo v živo, kjer bom predstavil moje variante in jih primerjal s tistim, kar bo napovedal Pirelli. In poleg tega na hitro odgovoril na kakšno vprašanje ter podal še zadnje novice ter spremembe, ki so bile objavljene tik pred začetkom. A ne pozabite, novost po koncu dirke se dobimo zopet tu v živo, kjer bo komentar z vašimi pripombami, vašim videnjem in vašimi vprašanji. Seveda, kot običajno se trudim zmeraj dodati nekaj novega in sedaj, ko so dirke prišle v Evropo, se mi zdi logično, da v nedeljo imamo združeno komentar dirke s tistim našim običajnim srečanjem. Videli bomo, kako se to obnese. Ampak za danes, za zadnji briefing, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.